Malce sem še nervozen, ker se je prejle pred mano peljal avtobus, za mano pa šlepar, ki sem ga nehote oviral in sem bil v sendviču dveh velikih, pa občutek ni bil najboljši. Začeti sem pa hotel ta video s poslušanjem glasbe, pa mi je v bistvu tudi baterija na edinem zvočniku crknila, tako da bi ga mogel povezati s kablom in tudi ta ideja odpade. No, v bundi sem pa v bistvu zato, ker je ventilator pa potem ogrevanje toliko glasno, da vse skupaj še veliko bolj ruputa. In sem rekel, da se bomo ziher bolj škole slišali. Pač malo je hladno, malo si mi rosi, ampak ni panike. Moram biti kar pošten, sem se prijel za glavo, ko sem slišal, da smo spet na test dobili mi, ker sem vedel, da moram iti z njim iz Ljubljane do Škofje Loke, pa potem še naprej do Kranja, pa me malo skrbel. Ampak moram reči, da mi je takoj prirasel k srcu, ker je toliko cool in toliko zanimiv. Mislim, beden je na milijon različnih načinov, ampak je hkrati tako cool, da mi je v bistvu čisto vseeno. Sicer nočem pomisliti, kaj bi se zgodilo, če bi se zaletel v, ne vem, metulja, zato ker zračnih blazin ni, ABS in ESP. Kaj že to? Tudi varnostne cone ob trkih, to so znanstvena fantastika. Tole je ultramajhno vozilce, ki ga lahko vozijo tudi mladi z izpitom za moped. Kategorija AM je tole, kar pomeni, da so lahko stari od 15 let naprej. Večinoma je iz plastike, spredaj je enak kot zadaj, samo luči so v bistvu druge barve in ta vrata se v bistvu odpirajo nazaj, una pa naprej, kar pomeni, da bi teoretično lahko ta postavil tja, tista pa sem. No in tale ima še zimske gume. Piči pa največ 45 na uro, kar me malo moti, pri kakšnih 60 ali pa 70 bi bil v mestu na teh hitrih ulicah bolj suveren, ampak pol bi rabil pa že ESP. Ok, brez heca, potem bi bilo dražje zavarovanje, pa registracija in to ni njegov namen. V bistvu je dolg samo 2,41 metra in baterija ima samo 5,5 kWh, ampak ker mi tehta samo 490 kg, je doseg brez težav 70 km. Resno sem z njim prevozil že 150 km brez težav. Gre tudi zdajle po zimi, ni nobene panike, sva že prav fajn prijatelja. Tole je pa Ami Cargo. Jaz sicer ne morem pelati otrok v šolo, kot jih je včeraj Anže, no, enega po enega. Verjetno se je mogel stati ob 5 zjutraj, da je lahko vse skupaj razvozil. Ampak lahko pa sabo peljem tovor. Do 140 kg tovora, toliko piše, da je nosilnost zanj, sicer pa imam skupno na voljo 400 litrov volumna, v tem modularnem delu za 260 litrov. In če pomislim, kako zelo ultramajhen je ta avto, no, ni avto, je vozilce, ne, je na voljo res ogromno prostora, ker ena sama luknja je. Vse ostalo pa je praktično enako. Tudi ta se polni preko navadne vtičnice in baterija je polna v dobrih 3 urah, elektromotor ima 6 kW, mislim, za dostavo po mestu je tole zakon. Obračalni krog pa, sem mislil, da ima smart majhen obračalni krog, pa se tale praktično obrne na mestu. Čist hudo. Zdaj se sem že tam lovil v teh ulicah in se lahko skrijeva en drugemu brez kakih posebnih težav. V bistvu bi hotel sam še malo boljše ogrevanje, da se noter ne bi tako rosilo, pa malo bolj udobno podvozje, ker ta kar poskakuje preko grbin. Okreten je pa glih skoraj toliko kot moped, kar pomeni, da se dejansko lahko pripelješ do nabiralnika, odpreš okno in vržeš pošto ven. Sem pa imaš mokro roko. Ja, nimaš pa noge. Ne imam nogo, dve. Pa nimaš mokre. Pa se noče imeti mokre. Pa, Čak, kva zdaj jaz ne razumem? Imam feeling, da je veliko stvari, ki jih una dva ne razumeta, ampak če smo rekli, da je Ami lahko tudi za moderijo, je dejstvo, da ga pri nas radi kupujejo starši najstniških otrok, ker jim je všeč, da ne rabijo špilati skozi taksi službe, ko se otroci lahko sami vozijo na treninge in v glasbeno šolo. Nočejo pa, da se recimo tja vozijo skuterji. Sicer to ni poceni špas, čeprav so mu zdaj za vozilo iz zaloge znižali ceno. 8500 € stane brez subvencije, ki je potem za fizične osebe še 1000 €, tako da, ok, 7,5 pa imaš tole igračo. Drugo so pa seveda firme. Mene je zanimalo, kje je to sploh lahko uporabno v praksi in eno sem našel tukaj v Ljubljani. Smo upravniki večstanovanjskih objektov v Ljubljani
v takih soseskah, kjer se dnevno soočamo s pomanjkanjem parkirnih prostorov. Zakaj za vas mi uporaben? Predvsem njegova majhnost in okretnost v bistvu nam bistveno olajša naše delo, kjer smo dnevno prisotni na naših objektih. Kdaj vidite največjo uporabnost recimo tega majhnega vozilca? Predvsem v konicah, kjer moramo biti v parih minutah na naših objektih, kjer je pomanjkanje parkirnih prostorov, kjer je gneča, kjer so takele, bom rekla, ulice, kjer so ozke, zaparkirane z avtomobili in tako dalje. Ampak povsod se pa ne smete z njim voziti, ne? Seveda ne, tole je v bistvu štirikolesnik, in moramo upoštevati cestnoprometne predpise. Ful veliko zadnje čase govorimo o mikromobilnosti. Navadno s tem mislimo skiroje, kolesa, ampak tudi tole je mikro, a ni? Ne bom rekel, da je to top zadeva, je pa edino takšno vozilo pri nas v tem trenutku in eno od tistih, v katerem pač ne moreš biti neopažen. Tudi firme ga recimo kupujejo za oglaševanje namesto na oglaševalskih panojih, ker so ugotovili, da je cnej. Vidiš, ko se glih omenil mikromobilnost, veliko ljudi ne ve, oziroma če boljš rečem, se ne zaveda posledic, ki lahko nastanejo, če se karkoli zgodi s takšnim prevoznim sredstvom, recimo, če se vaš tam mali zaleti oziroma popraska kak avto s skirojem. Tudi o tem pripravljam prispevek, tako da bo zelo hmalo na ogled, brez skrbi. Jaz sem brez skrbi, jaz sem zavarovan.